Upam, da se slišimo. Dober dan, pozdravljene, spoštovane profesorice, spoštovani profesori zgodovine. Veseli smo, da ste se nam danes pridružili na webinarju. Moje ime je Simona Požar in prihajam iz Mladinske knjige, iz promocije učbenikov. Danes vam bom namesto urednice Mirjam Oblak, urednice za učbenike za srednje šole, ki je žal zbolela, bom naredila en kratek uvod v današnje srečanje, v današnji webinar. Kot verjetno že veste, vzporedno z novim tiskanim učbenikom Zgodovina za srednje in poklicno tehniške šole pripravljamo tudi interaktivni učbenik. In danes je z nami avtorica interaktivnega učbenika, gospa Urška Pevec. No, kot verjetno že sami dobro veste, so interaktivna gradiva danes res nepogrešljiv element poučevanja. Omogočajo prilagodljivost pouka v šoli in nadaljavo. Predvsem pa nudijo nove možnosti za vas in za dijake, preko katerih poti nudijo, preko katerih dijaki zgodovino še bolj začutijo, jo še bolj doživijo in osvojijo nova znanja. Zato se nam zdi zelo, zelo pomembno, da poleg tiskanega pripravimo tudi dober, kvaliteten interaktivni učbenik. Kot sem že poudarila, učbenika, tiskani in interaktivni nastajata sočasno. In kar je še najbolj pomembno, s tesnim sodelovanjem vseh avtorjev. Prejšnji teden smo izpeljali tudi zelo, zelo uspešno evalvacijo interaktivnega učbenika. Tako da več o interaktivnem učbeniku vam bo povedala odlična profesorica z bogatimi izkušnjami, gospa Urška Pevec, da jo še na kratko predstavim. Gospa Urška Pevec je profesorica zgodovine in slovenščine zaposlena na šolskem centru Šentjur. Svoje poslanstvo vidi v delu z mladimi, zanimajo jo inovativni pristopi v poučevanju. Svoje znanje nadgrajuje z aktivno udeležbo na različnih domačih in tujih konferencah. Hkrati je članica predmetne razvojne skupine za zgodovino Zavoda za šolstvo. Gospa Urška Pevec, vam kar predajam besedo. Prosim, če nam lahko predstavite svoj pogled na interaktivni učbenik, predstavite vse elemente, ki bodo zbrani v tem učbeniku. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi vsi, ki ste se nam danes pridružili na predstavitvi interaktivnega učbenika za zgodovino za srednje šole, torej za 4-letne oziroma 5-letne programe. Ja, seveda, želeli smo poleg tiskanega gradiva dodati tudi nadgradnjo temu, torej interaktivno gradivo, interaktivne vaje za različna utrjevanja, pa tudi za delo, ko bodo lahko kdaj tudi dijaki sami kaj pobrskali in tudi mogoče sami kaj raziskovali. Seveda si želimo, da bi to interaktivno gradivo celostno podpiralo dijaka in pa tudi učitelja, torej da bi bilo to gradivo v veliko pomoč tudi učitelju. No, prednosti mogoče na začetku, da povem prednosti, ki jih prinaša to naše gradivo. Seveda veliko bo izbranih videoposnetkov in potem, ne vem, na podlagi nekega videoposnetka vprašanja, razne interaktivne naloge, potem slikovne galerije, interaktivni časovni trakovi, slike, animacije, tudi manjši animirani filmčki, preverjanja znanja, slovarček besed oziroma neznanih pojmov in pa dodatne razlage in tako naprej. Vam, profesorjem, bo to interaktivno gradivo na voljo na portalu učimte.com. Seveda bo za profesorje to brezplačno, tudi dijaki bodo lahko do tega gradiva dostopali. Zdaj, glede cene za dijake, s tem se še nisem seznanjena, ampak bo ena taka simbolična cena, tako da bo tudi vsem to omogočeno. Tako, zdaj pa predlagam oziroma bom kar delila zaslon, pa bolje, da si to gradivo tudi pogledamo. Jaz upam, da se zdaj le vidi.
Trenutno smo seveda v pripravi celotnega učbenika, ampak danes vam bom pokazala samo poglavje z naslovom oziroma Evropa in svet na začetku 20. stoletja. Torej, avtorja tiskanega gradiva sta Stane Brzelak in pa Marija Vodušek. Sama pa sem pripravila nekaj nalog na tole izbrano poglavje. Tako. Naloge so seveda različnih tipov, od razlag do dopolnjevanj, ustavljanj, povezovanj, ne vem, kot sem že prej omenila, ogledov videoposnetkov na to vprašanja. Nekaj je tudi, ne vem, umetnostnega besedila, torej na podlagi nekih virov, pa potem vprašanja. Trudili se bomo, da bomo dodali čim več povezav, ki si jih lahko recimo dijaki sami ogledajo, sami izbrskajo, mogoče knjige za kakšno nadaljnje delo, raziskovanje, tudi morda kdaj kak potep. Želimo si, da bi bilo tudi več teh virtualnih ogledov galerij, muzejev in tako naprej. Tako, pa si poglejmo tukaj, recimo tukaj tale ikona, jo bom takole približala. Tale ikona pomeni torej, da si bomo ogledali en videoposnetek in potem na koncu sledijo vprašanja. Zdaj tega videoposnetka sicer ne bomo celotnega pogledali. Zdaj malo nalaga, takole je predstavljeno, je tudi naslov vsakega filma oziroma posnetka in potem na koncu tudi vprašanje. Takole, tale znak z enimi puščicami, to pa je znak za časovni trak. Ta kronološka oziroma časovna predstava se mi zdi izjemno pomembna za dijake, torej da se lahko orientirajo v času. Tale časovni trak, ki je pred nami, prikazuje pomembnejše izume od sredine 19. stoletja do začetka 20. stoletja. Zdaj malo se še nalaga, upam, da bo. Torej, na vsako tisto letnico potem kliknete, oziroma dijak tudi lahko klikne in se mu pokaže, kaj se je tistega leta izumilo, v tem primeru mora biti, kaj se je zgodilo ali pa kakšna pomembna osebnost. Zdaj mislim, da se še vedno ni naložilo. Bom poskusila še enkrat. Pa se morda vrnemo na časovni trak, očitno mi povezava nagaja. Torej, veliko je teh časovnih trakov, to so res taki interaktivni časovni trakovi. Potem tale ikona, to pa je ikona za zemljevid. Samo kliknete in potem se vam moralo odpreti. Zemljevidi so različno pripravljeni, tudi pri nekaterih zemljevidih lahko dijak kaj doda, kaj pobarva. Recimo tukaj tole klikne in pogleda, dijaka torej zanima, katera posestva ima torej Španija v lasti, in se potem takole obarva in vidi. Jaz upam, da zdaj dela tale moja povezava in da tudi vi vidite. Recimo poglejmo rusko posest, evo takole označimo, se ne vidi in se potem zopet vidi. Seveda pa lahko pri vsakem zemljevidu tudi tele ikoni skrijete, potem vidite samo, kje je nemška, kje se je obarvala, torej nemška posest oziroma kaj je imela takrat Nemčija v lasti oziroma katere so bile njene kolonije. In tako naprej. Tole je recimo en tak zemljevid. Potem pa seveda ob koncu vsakega poglavja so tudi take ikone, sem na cilju, kar pomeni, da dijaki ponovijo. Zraven so tudi potem take ikone želim in zmorem več. To je seveda v tiskanem gradivu, v interaktivnem gradivu pa imate zraven take zastave. Torej, ali sem na cilju, pa si poglejmo, kaj ta zastava pomeni, tale prva ikona. Tako, tukaj potem recimo lahko dijak pogleda, takole bo dal.
in bomo potem preverili, ali smo naredili prav. Ne? In vidimo, dijak potem vidi, ne, kaj je storil narobe. Vedno lahko tudi ponovi in potem se mu označi, da je pravilno. Poglejmo mogoče še tole nalogo. Recimo tukaj gre za slovarček pojmov. Dijak lahko takole vidi, torej zakaj v začetku 20. stoletja ni bilo mogoče ohraniti svetovnega miru, vidi torej ene pojme, lahko v mislih, kaj je že to, pogleda, klikne in tukaj se mu potem odpre vsa razlaga in tako naprej. Takole še mogoče tole pogledamo. Tako, tukaj je recimo en tak, torej Titanik, torej gre za simbol sveta v začetku 20. stoletja in potem morajo dijaki na krov naložiti tehnološke dosežke, ki so zaznamovali ta čas, ne. In potem zopet nalagajo, takole povlečejo. Zdaj jaz upam, da slišite, vse naloge imajo zraven tudi zvok ob pravilni oziroma nepravilni rešitvi. Takole, evo, in tako, tole smo torej prav naredili in potem gremo naprej na naslednjo nalogo in tako naprej. Torej, zna biti torej zelo taka zanimiva, pa bomo tole pogledali, če bomo prav naredili, evo, preverimo, tudi prav. In tako naprej, ne. Tako. Zna biti potem kar zanimivo, torej ob tem dijaki seveda ponovijo, če pa kaj ne vedo, pa se potem tudi spomnijo. Tukaj, ko je pa takšno okno, gre pa pravzaprav želim in zmorem več oziroma takole interaktivna naloga, torej zopet en posnetek, pa potem vprašanja na koncu, pa bomo takole dali, vidite, nismo naredili prav. In tako naprej, ne. Torej, zopet vedno se torej dijaku, bodisi z zvokom, pa seveda tudi vidno, pokaže, kaj je naredil narobe in se potem vedno lahko vrne in to tudi popravi. Tako, tudi tukaj imamo en zemljevid, in sicer gre za gospodarstvo na Slovenskem. Lahko si seveda vse skrijemo. In potem, glede na to, da se tukaj dijaki izobražujejo iz različnih smeri, bodo imeli seveda različne poklice, pa potem mogoče izberejo samo tisto, recimo eni bolj tehnične smeri jih zanima, torej kje, v katerih krajih so se razvijale, torej so se ukvarjali torej s predelavo kovin in se takole pokaže in obarva in lahko o tem tudi debatirate, kar je odličen pripomoček k dodatnemu utrjevanju in pa seveda povezovanju snovi. Tako, mogoče zopet tukaj vidimo tole ikono za filmček oziroma posnetek, potem ključ do znanja. Tukajle, če se ne motim, samo trenutek, da se odpre. Torej bo malo traja. Takole, tukaj vidimo torej, da gre za odlomek iz dela Marjana Tomšiča, dijaki tole preberejo in potem seveda na podlagi tega odlomka, torej na podlagi tega pisnega vira, preverijo svoje znanje, pa zopet vidite, se jim obarva, kaj ni prav in lahko potem tudi ponovijo. Takole, zdaj seveda vso to gradivo lahko tudi povečate in si še kaj dodatno kdaj pogledate. Je pa tole odličen pripomoček tudi takrat, kadar nimajo gradiva zraven, torej v tiskani obliki, lahko delate. Se mi zdi, da je tako interaktivno gradivo zelo priročno tudi za tiste dneve, tiste ure, ko smo morda odsotni, pa gre kdo namesto nas v razred, pa lahko tole fino predelajo in potem na koncu tudi takole ponovijo. Tako da meni se zdi tole zelo uporabno. Poglejmo zopet eno zastavo, zopet vidimo slovarček pojmov, zopet kliknejo in pa potem dobijo razlago. Pri nekaterih fotografijah so potem tudi povečave, recimo tukaj.
kar pomeni, da si lahko morda tudi v tiskanem gradivu se nam včasih kdaj zdi, da je kaj premalo vidno, ni dovolj natančno, no tukaj si pa lahko potem res povečamo in dobro vidimo in upamo, da bo takih fotografij, takega slikovnega gradiva v interaktivnem gradivu tudi čim več, da si boste lahko torej povečali. Zdaj se mi še zopet nalaga. Torej tale lupa pomeni, da si lahko to gradivo povečamo. Tako, zdaj pa slabo kaže, pa gremo morda kar naprej. Očitno imam res slabo tole povezavo. Mogoče takole poskusim. No, pa med tem časom, ko se meni tole nalaga, kar je seveda zelo zoprno, ampak na tole res nimam vpliva, mogoče še samo to, da pri tem svojem delu, pri teh nalogah imam vedno v ospredju dijake, kaj bi bilo za njih zanimivo. Se mi zdi, da vse, kar je tako, ne vem, kar nekaj bliska ali pa mogoče ima kakšne zvoke, da je zelo privlačno za njih, pa da se zraven še tudi kaj naučijo. Veliko je torej tudi nekaj dopolnjevanja. Dopolnjevanje torej res med besedilom, torej da vstavijo eno besedo ali pa besedno zvezo. Seveda pa pri tem smo takšne naloge gradili tako, da izbirajo med večjimi torej ponujenimi odgovori, torej pa je potem en odgovor pravilen. Recimo te naloge so tudi pogoste. Časovni trakovi, zemljevidi. Zdaj meni je tole čisto ugasnilo. Lahko prosim, gospa Simona, vas za pomoč, pa bi vi delili? Ne vem, verjetno vi nič ne vidite, ne? Mi je zdaj čisto... Bom poskušala, samo moram najprej... Lahko vam tudi pošljem. Sam prijaviti se moram na portal. Mogoče med tem, ko tudi jaz čakam, da se mi prijava. Aha, zdaj pa nekaj bo. Aha, boste nadaljevali, ok. Poskusiva. Takole, tukaj je zopet potem eno delo z viri. Sicer gre za delo Miška Krajnca, Režonja na svojem, pa potem recimo so vprašanja, zopet čakamo, so vprašanja, torej kako literarni junak oziroma literarni lik doživlja to vojno. No, tukaj pa imamo potem primere še recimo bitke, opisane bitke, pa potem zopet naloge na podlagi takole, naloge dopolnjevanja na podlagi bitk. Tako da res eno tako raznovrstno gradivo nalog. Takole, evo, zdaj upam, da bo šlo. Tako. Torej, ob koncu vsakega poglavja je potem več takih nalog sem na cilju, torej to so te naloge za stavico. Recimo tukaj imamo bojišča Prve svetovne vojne.
Takole. Torej tukaj morajo recimo dijaki pobarvati države, ki so se bojevale na strani Antante z rumeno, takole kliknejo na rumeno in potem pobarvate. Takole. Pa zopet preverimo in zopet pokažejo, se pokažejo seveda odgovori, kar je lahko v pomoč seveda pri učenju, pa potem ponovijo. Tukaj pa recimo morajo tele fronte dodati. Takole bom dala, evo, pa se potem zopet preveri in tudi pokaže, kam morajo iti. Tako da lahko recimo tukaj pa potem pobarvajo, torej, kje je zahodno bojišče, vzhodno, balkansko in pa avstrijsko bojišče, zopet kliknejo, pa pobarvajo, ne. Tako. Pa se preveri in pokaže, kaj ni prav. Zopet imamo en posnetek. Tukaj pa imamo na evalvaciji prejšnji teden so profesorji, profesorice izrazile željo, da bi bilo čim več takšnih virtualnih ogledov. To pa zato, ker prihajamo iz različnih delov Slovenije in imamo na nek način potem vsi enake možnosti, da si določene stvari tudi takole gledamo. Dober dan, jaz sem Jožef Podpečnik, profesor Narodnega muzeja Slovenije in rad bi vam predstavil zgodbo Rudolfa Cvetka in Prva svetovna vojna. Lansko leto smo obeleževali 100-letnico začetka Prve svetovne vojne in Narodni muzej Slovenije se je te pobudi spominjanja generacije, ki Tako, torej takega gradiva, kjer boste lahko virtualno tudi kaj obiskali, se bomo trudili in bomo dali čim več. Tudi tukaj imamo zopet, poglejte tole lupo, kjer lahko povečamo to fotografijo, takole povečamo, približamo in se ob tem tudi pogovorimo, zopet en posnetek. Tukaj imamo potem posnetek Soške fronte in pa sicer bitk oziroma zanimivosti. Zopet dijaki kliknejo in se jim odpre novo pojavno okno z razlago in pa morebiti kakšno fotografijo. Takole še malo počakamo. Evo, vidite, takšne ikone so, zopet vse označeno, legenda, označene torej te črte, tudi napisi. Kliknemo in potem vidimo neko fotografijo in tudi seveda zapis kraja. Tukaj lahko potem seveda, tukaj gre za dodatno utrjevanje Soške fronte, zopet ena povečava fotografije. In zopet smo v sivini. Tako, zopet na koncu en posnetek. Zdaj se tako približujemo že koncu poglavja. Tako, zopet imamo potem na koncu tole zastavico in seveda tole drugo ikonco, pa jo bom približala. Takole, torej, ko nekdo, taka ikona, ko nekdo nosi svinčnik, torej želim in zmorem več. Torej za vse tiste, torej ko mogoče imate kakšno uro več ali pa da gre za kakšno nadomeščanje oziroma ko dijaki želijo izvedeti več, zopet poglejmo saniteta v Prvi svetovni vojni, recimo en tak primer, torej posnetek in pa potem zraven zopet vprašanja. Zdaj pri takih ikoncah je različno število nalog, potem videli ste že prej, tule spodaj so torej ti krogci, ki nakazujejo, koliko število teh nalog je, recimo tukaj v tem primeru sta 2 nalogi. Tako, želim in zmorem več, tole pa poglejmo, sem na cilju. Tukaj pa potem v bistvu gre za ponovitev, torej ko dijak ugotovi, kaj še manjka, kaj si mora še pogledati. Tako, tukaj pa potem recimo so naloge takole in potem gremo lahko takole naprej. Zopet pogledamo Cankarjev odlomek oziroma odlomek predavanja Slovenci in Jugoslovani, zopet ga preberejo in potem naprej. Tako,
In potem tudi tukaj tale fotografija ruske kapelice in vprašanje. Tako. In tako. In smo potem prišli na konec. Tako, to je seveda zdaj samo to naše pripravljalno poglavje. Zdaj v pripravi je so v pripravi interaktivne naloge za celoten učbenik. Upam, da nam bo uspelo, da vas bo seveda to delo tudi prepričalo. Za danes mi je zelo hudo, no, ker sem imela slabo povezavo in niste videli, no, je malo tudi trajalo, niste tako videli dobro. Seveda boste pa vabljeni, oziroma ste vabljeni tudi zdaj k besedi, k vprašanjem, če vas morda še kaj zanima. Hvala, gospa Urška, za to predstavitev. Ja, ne gre vedno tako, kot bi si želeli, ne? Še posebej pri interaktivnih gradivih. Jaz bi medtem, ko čakava na kakšno vprašanje, kakšno vašo misel, lahko jo zapišete v chat ali pa v Q&A, bi rada samo še enkrat mogoče ponovila. Za vse, ki so preslišali, profesorice in profesori, ki se boste odločili za uporabo novega tiskanega učbenika, boste dobili brezplačen dostop tudi do interaktivnega učbenika in seveda tudi do vseh ostalih gradiv, ki jih pripravljamo za vas na portalu za učitelje, na portalu učimte.com. Do interaktivnega učbenika pa bodo lahko dostopali tudi vaši učenci oziroma dijaki preko interaktivnega portala www.iučbeniki.mk.si. Če bi želeli še bolj podrobno spoznati tiskani in interaktivni učbenik, sami preklikati, sami prelistati, lahko nas kontaktirate, nam pišete na ucbeniki@mladinska-knjiga.si in se pri vas oglasi eden od naših svetovalcev, tako da greste res zelo, zelo temeljito čez oba učbenika pregledate. Tako da zaenkrat, gospa Urška, ne vem, dobivamo pohvale in nobenega vprašanja. Tako da mogoče še kakšno minutko. Gospa Barbara Petrič je prosila, če lahko objavimo povezave. Verjetno imate, gospa Petrič, v mislih povezave na portal za učiteljice in učitelje. Takole. Mogoče gremo samo na hitro, bi vam pokazala, kako v bistvu na portalu se na hitro prijavite in v bistvu tudi najdete interaktivni učbenik. Samo trenutek, bom delila svoje... Takole, zdaj se vidi. Se pravi, tukaj vpišete svoje podatke, se prijavite na portal. V polju za iskanje pa vpišete zgodovina za srednje šole. Tako. In se vam pokažejo zadetki. Takole. No in prva je seveda zgodovina, nov učbenik s kratkim opisom in z linkom na učbenik, ki ga je prej odpirala gospa Urška, ki nam ga je kazala. Takole izgleda. In potem, v bistvu to je testno poglavje, to ni cel učbenik. Pripravili smo vam testno poglavje, tako da ga spoznate
Tako. Ne vem, drugih vprašanj nimate, očitno. Če bi bilo karkoli, še enkrat ponavljam, napišite na ucbeniki@mladinska-knjiga.si in vam z veseljem odgovorimo, z veseljem se pri vas oglasijo naši promotorji. To bi bilo pa za danes vse, tako da vas lepo pozdravljam. Najlepša hvala za udeležbo. Nasvidenje.